Gledate Gorenjska poročila na GID TV. 11. kulturna mavrica je letos potekala kar 2 dni. Prvi dan, v petek, so se predstavili Slovenci, Makedonci, Srbi, Bošnjaki, Arabci in Albanci. Na stojnicah so predstavili svojo kulturno dediščino, uporabne predmete, glasbila, knjige, tradicionalna oblačila, ročna dela in svoje kulinarične posebnosti. Na eni izmed stojnic se je predstavilo kulturno-prosvetno-športno društvo Vuk Karadžić iz Radovljice. Imamo kar veliko običajev, predvsem spoznane so krstne slave, se pravi vsaka družina pač ima svojega svetnika, ki se pač prenaša iz roda v rod po moški strani in v bistvu so tudi najbolj bogate pač s kulinariko. Imamo pa razne običaje, potem še okoli Božiča, velike noči in pač standardne. Na kakšen način se boste predstavili danes? Danes bojo Cicivani odplesali plese iz juga Srbije, iz Leskovca. Otroci bojo prikazali en del običaja iz Niša okoli slave Đurđevdan in pa potem starejša skupina, se pravi odrasla, s plesi in pesmimi iz Dragačeva, se pravi gremo malo na zahod, kjer je značilna truba, guča in tako tisti del Srbije. Stojnico so poleg tradicionalnih noš in glasbil opremili še srbskimi dobrotami. Predstavili so tudi sladice in postne jedi, ki jih jedo v času posta. Tako da imamo pogačo, žito, potem postne uštipke, se pravi kar miške bi rekli Slovenci. Imamo pa tudi mesnine sušene, kar je brez česa pač ne gre. Razne sladice, seveda rakija, pač za prekrvavitev opravijo, ampak pač tudi za dobro vzdušje in za zdrave domačine. No, ena izmed sladkih dobrot Srbije so tudi oblatne. Kako so narejene? Oblatne so pa narejene, se pravi, iz oblatov, suhega testa in raznih filov. To je lahko čokoladan, vanilijev nadev in to se namaže, pusti sestav, če malo odležijo, se boljše, iz mojih izkušenj. Glede na povedano, Srbi radi dobro jeste? Srbi smo največji hedonisti, uživači. Se pravi, jemo, pijemo, dobra družba. To je to. Petkova kulturna mavrica je postregla s predstavitvijo kar 2 slovenskih kulturnih društev, s tem pa tudi slovenske običaje in kulturno dediščino. Kulturno-športno društvo Hrušica se je predstavilo s plesi, ročnimi deli in kulinaričnimi dobrotami. Kulturno društvo sestavljajo še ostala društva, Julijana, to je folklorna skupina, ročna dela, balinanje, pa nogomet. Gledališka skupina, otroška, pa tudi odrasla. No in kakšne kulinarične dobrote so značilne za našo kulturo? Potica, orehova, pehtranova, suhomesnati izdelki, zaska. Slovensko kulturno dediščino je predstavila tudi stojnica Kulturno-umetniškega društva Triglav, ki ga sestavljajo mladi in starejši člani. Kulturno-umetniško društvo Triglav sestavljajo več sekcij, folklorna skupina, pevska skupina, gočovska skupina, skupina ročnih del. Imamo pa še mali Triglav, to so pa naši zanamčki. Ukvarjajo se s petjem, igranjem, vezenjem, predvsem pa s plesom, saj predstavljajo vse plese slovenskih regij. Oblečeni ste v prav posebno nošo, če jo malce opišete. Moja noša je gorenjska noša, je nekje iz okolice Škofje Loke. Imam pečo, to je praznično pokrivalo, se je pokrivalo za ta bolj maše, ta velike maše, za poroke. Potem je bluza, obleka z modrcem, predpasnik, na njej imam sklepenk, na katerem imam ključ, kar je to nekoč pomenilo, kakšna gospodinja od doma, da je bila skrinja zaklenjena, da se ni dal kar do hrane pridati. Potem imam še spodnje krilo, pa čevlje pa nogavice. Na stojnici so predstavili še svečano belokranjsko nošo, maske in klobuke. Kulinarika se od predhodne stojnice ni veliko razlikovala. Poizkusili smo domač kruh, skuto, suhomesnate izdelke v družbi zaseko in orehovo potico.